No, danes smo podelili priznanje Gospodarske zbornice za najbolj inovativne dosežke, pa predno jih pokomentiram, bi želel postaviti v nekoliko širši okvir te dosežke. In sicer Slovenija v zadnjih 2 letih krepko nazadovala. V skladu z globalnim Global Competitive Index smo padli najprej z 35. na 37. oziroma 37. na 45. in nato na 57. mesto. Sicer mednarodni pokazatelj, skupni inovacijski indeks, kaže, da smo blizu evropskega povprečja, kar se tiče inovativnosti. Žal pa smo po gospodarskih rezultatih bistveno slabši. Bruto družbeni proizvod tako dosega le 69% evropskega, dodana vrednost pa še manj. No, ob teh podatkih seveda so taki dosežki, kakršne smo nagradili danes, še toliko bolj pomembni. Torej, na naš natečaj je prispelo krepko čez 200 projektov, od tega smo jih nagradili 48. Ključne stvari, ki smo jih ocenjevali, oziroma ki smo jih želeli tudi spodbuditi v gospodarstvu, so inventivnost, gospodarski rezultati in pa trajnostni vidiki inoviranja. Torej, opažamo, da je veliko odličnih nagrajencev med njimi, nekaj je proizvodnih dosežkov, zelo smo zadovoljni, da je letos tudi nekaj odličnih poslovnih modelov in tudi storitvenih dosežkov. Poseben poudarek velja seveda kakovostnemu sodelovanju med raziskovalno sfero in gospodarstvom in pa celo nekaterim čistim raziskovalnim dosežkom, na primer strojne fakultete, ki so tik pred implementacijo. Torej, na vsak način te projekti predstavljajo določene svetle točke, svetilnike, vendar v povprečju slovensko gospodarstvo je daleč od inovativnega in vsi si želimo, da bo v prihodnjih letih ne 200, ampak 2000 in več prijavljenih na ta natečaj.